V tokratni oddaji gostimo izjemno ustvarjalko, strateginjo in vizionarko Mašo Okršlar Popovič, lastnico podjetja Mixer.si. Maša se ponavadi podpisuje kar Maša Mixer. Zakaj? Povsem točen odgovor, pa zelo dolg boste mogli dobiti, ko boste gledali celo oddajo, ampak sam naj namignem, da je povezan s tem, da je trg nasičen, da moraš ostati prepoznaven in da kot osebni brand, ki se ga gradiš, je smiselno, da si prepoznaven po nečem. Lahko si po barvi, po imenu in še marsičem. Jaz sem izbrala in barvo in ime. Več pa poglejte, pa boste videli vse, kar morate vedeti. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moja družina. V tokratni oddaji gostimo izjemno ustvarjalko, strateginjo in vizionarko magistro Mašo Okršlar Popovič, lastnico podjetja Mixer.si, ki s svojim delom že več kot desetletje kroji podobo številnih slovenskih in mednarodnih blagovnih znamk. Maša, dobrodošli v oddaji Moja družina. Hvala lepa za povabilo. Maša je diplomirana grafična oblikovalka, art direktorica ter znanstvena magistrica tipografije, ki je med drugim oblikovala tudi prepoznavni znak za T2 in vizualne podobe za priznane revije, kot je Volkswagen magazin. Svoje znanje je preizkusila tudi na globalnem trgu. Za lastno online znamko oblačil je v vsega 2 letih prodrla v več kot 45 držav na 6 kontinentih, ter prejela mednarodno priznanje za najboljši pole dance blog. Po osebni prelomni operaciji je življenje obrnila v novo smer. Globalni posel je zamenjala za poslanstvo, graditi močne, osebne in poslovne brende, ki prodajajo. Danes ambicioznim podjetnicam in podjetjem pomaga ustvariti jasno brand strategijo, premium vizualno identiteto ter konkurenčno prednost, ki jo utelesi skozi svojo lastno metodo 6 spiralnih ključev. Sistem, ki strankam dokazano pomaga povečati online prihodke tudi za 6-krat. Pri delu z osebnostmi oziroma osebnostnimi znamkami vključuje tudi tako imenovani human design, orodje, ki posameznika usmeri k avtentičnem potencialu. Je tudi avtorica priročnika Fokuser, s katerim pomaga ljudem hitreje uresničevati svoje cilje. Maša je sogovornica, ki jo želite ob sebi, ko je vaš cilj preboj iz povprečja v premium. Ne zamudite pogovora, ki bo razkril, zakaj je dober dizajn več kot le estetika, je strategija, energija in zgodba, ki jo nosimo v sebi. Predlagam, Maša, da kar začnemo na začetku, ne? Hvala lepa, super predstavitev. Glede na to, da oddaja Moja družina govori o družini, me zanima, s kakšne družine pa vi izhajate? V bistvu čist iz povprečne, ne? Zdaj bi se temu lahko rekla kar srednji razred. V Ljubljani sem rojena, živeli smo v Šiški. Starša sta po poklicu bila tako, oče je bil strojni tehnik, pa je potem opremljal interjere. Mama je imela pa ful dober poklic, ki je tudi mogoče malo z mano povezan, in sicer oblikovalka tekstili. Ja, se pravi, oblikovala je, kako bo izgledalo pohištveno blago na letalih, v avtomobilski industriji, tako. In zato za takratne čase je bilo to res po nekaj res drugačnega. Ja, zelo. No, pa še sestra. Sestra je pa 9 let starejša od mene, kar pomeni, da sem bila neplanirana. Kar ne pomeni, da sem bila nezaželjena, ampak sem bila Čist drug otrok v bistvu. Ja, tako da sem v bistvu imela 2 mami praktično, ker sem tako živahen otrok. Me pol sestra v bistvu imela pod okriljem, pa mi pomaga, se z mano igrala in me vzgajala tudi delno, no, tako nekako. Okej. Katere vrednote oziroma spoznanja pa ste prejeli kot popotnica v življenje s strani vaših staršev, pa tudi sestre polne nazadnje, ne? V bistvu, če bi lahko samo še nadovezala, ker mi tako zelo pomemben moment mi je,
imam še eno družino na nek način, ne? Čeprav ni fizična, je pa v bistvu moja španska družina, ji rečem. Zakaj jo omenjam? Zaradi tega, ker sem pri njih 5 let odraščala zaporedoma, po mesec pa pol sem bila na počitnicah, tam srednja šola, srednja oblikovna, ne? Kar pomeni, da je bilo to totalno nasprotje, ne? Med mojo primarno in to pač špansko Barcelono, iz Barcelone, ki so bili. No, in moja pač primarna družina, absolutno poštenje na prvem mestu, delaš in zaslužiš in dobiš to, kar si delal, a ne? In ne vzameš več, kot ti je pa namenjeno. Ne iz okvirjev ven. Ne iz okvirjev ven, tako nekako, ne? Medtem, ko španska družina, tukaj je pa čisto drugače, se vedno tako hecala, recimo takrat je bil še socializem, ne? Moja pač primarna družina, to je bilo vse tako sivo-belo, bi človek rekel, črno-belo. Medtem, ko pač v Španiji, ko sem hodila tja v Barcelono, bilo pa tako, da bi gledal full kolor ognjemete v samo črno in belo, ne. Ja, v 4 HD tehniki, a ne. To pomeni eksplozija in čustev in bili so kar dosti pač dobro situirani, ker pomeni, da sem se pač z njimi družila, hodila tudi neke zabave in sploh ta lifestyle je bil čisto drugačen, ne. In vedno so v bistvu govorili, da ni nobene meje za nobenega, tudi za mene. In to se mi zdelo toliko pomemben, v bistvu vrednote so, vsi so bili pošteni, vsi so bili pač dobro so delali, vse okej, res super ljudje. Ampak ta okvir države, različne, ne, je pa... Super, da ste to že v mladosti imeli možnost videti pa spoznati. Ja, ker potem je v bistvu preko tega si rekel, se ni ovir zame, lahko naredim kar čem. In so me res spodbujali v to smer. Se tudi starši tudi, ne? Ampak niso bili pa tako pro-iniciativni, da bi zdaj pa res to spodbujali, ker tudi sami v sebi mogoče tega niso imeli. Pa tudi od staršev niso tega prejeli, verjetno. Tako je, ne? To so bile le težke zgodbe, druga svetovna vojna, sta oba odraščala, tako da... Ja. Torej, kjere vrednote bi rekli, da ste pol iz slovenske družine prevzeli, pa kjere pa razen ni omejitev iz španske? Vsekakor poštenje, bi jaz temu rekla. Iz obeh? Iz obeh, ja. Poštenje, ampak drug podton, bom rekla, ne. Poštenje, ampak ne pa na svojo lastno škodo iz tega druge družine, ne. Medtem, ko iz prve pa ja, včasih lahko tudi na lastno škodo. Potrpi pa... Ja, potrpi pa tako tipično, ne, slovensko, vse lahko zmoreš sama, ne. Nikomu ne smeš biti nič dolžen in tako naprej, ne. V bistvu niso dojeli, da če jaz dam pač vam zdaj jabolka, ne, da ne pričakujem, da boste pa zdaj vi meni dali jabolk čez en dan nazaj, ne. Ampak pač bo ta jabolk prišel v drugi obliki, z druge strani, a ne. In ta flow, recimo moja primarna družina nekako ni najbolj akceptirala, medtem, ker pri drugi je bilo pa to vse jasno. Okej. Kaj pa mogoče vztrajnost, delavnost, kako je, a je kakšna razlika bila tukaj med špansko pa slovensko? Ja, super vprašanje. Absolutno vztrajnost, delavnost, trdnost, pridnost, poštenje spet primarna. Medtem, ko ta druga, španska, je pa ja, itak da delaš, ne, itak si za to tudi plača, ne, ampak ne boš pa delal več, kakor pa pač, ne vem, se pričakuje od tebe, oziroma če že, a ne, se pravi, da si pač primerno temu nagrajen. A ne, se pravi, da ti ne delaš samo zato, da bi potem čakal, da bi te nekdo pohvalil in potem igral vlogo žrtve, kao noben me ne pohvali, jaz sem pa to grl in delal, ne, tega ni, ne. Mislim, ja, delam, sem pošten, vse to sem, nekje pa je meja, ne moreš me do konca izkoriščati, ne. Oziroma se bo drugače zmenila, ne. Pač kapitalizem, socializem. Razumem. A ne, in zelo zanimivo je to tako vsrkavati, no, vase. Kako pa mislite, da se je zdaj v Sloveniji to spremenilo pri vzgoji? Smo kaj prevzeli te, bom rekel, nam rekel kapitalistične, ampak bolj španske radožive vzgoje? Tako bom rekla, mi dva z možem nimava otrok, tako da ne morem, nimam tako zelo stika z teenagerji in tako naprej, sem kakor opazujem od mojih prijateljev pa tako. Se to pri tej mlajši generaciji že pozna, ne? Ne boš ti zdaj kar neki mene teru, da jaz nekaj naredim, ne? Ker pač se mi ne da ali pa nimam nekaj od tega, ne? Po drugi strani pa, ja, kapitalizem je prisoten, ampak še vedno pa ta slovenska, ta karakter, ne? Na svoji zemlji, a ne? Imeti pa varčevati, recimo, to je pomemben v Sloveniji, ne? Da je 23, koliko 25 milijard na bančnih računih v Sloveniji, to je pomemben. Je skoraj 30, ne? Ja, a ne? In recimo tukaj se tudi vidi, če sva jih mogoče omenila denara, ne, da
v Sloveniji, a ne, se pravi, če sem jaz bila pač v Sloveniji, imam ta arhetip denarni hrčka, se pravi, da zbiram. Kopiči. Tako kopičeš, hkrati pa zaradi španske družine imam tudi ta arhetip alkemista pa romantika, se pravi, da lahko zapravljam ali pa recimo se denar zmanifestira. Privoščiš. Tako, in si tudi privoščiš, seveda. Ne? In tukaj je bistvena razlika, se mi zdi, v tem dojemanju, odnosu do denarja, do užitka v življenju. Ne? Sej, moji starši so ravno tako gradili hišo in so se pač so šparala, ne? In nikoli niso na ta račun meni ali pa sestri onemogočili niti aktivnosti prostočasnih ali pa recimo vsakeč smo šli na zimovanje, na poletne počitnice, vse to je bilo. Bolj planirano verjetno, ne? Ja, ja. Ampak tam oni pa niso. Recimo Španci so živeli pač v trosobnem stanovanju, to je bilo to, služili so dobro, obleke so si dali po meri delati, na počitnice, v ful hude destinacije, ne. Uživaj življenje. Uživati v življenju, ne, in to je pol. Super. Odlična kombinacija. Glede na to, da čas zelo hitro mineva, smo prišli do konca prvega dela. Drage gledalke, dragi gledalci, pridružite se nam po pauzi. Zanimivo bo tako, kot zdaj v prvem delu. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Imamo danes prav posebno gostjo, gospo magistro Mašo Kršlar Popovič. Ja, v prvem delu je bilo zelo zanimivo, ne? V bistvu smo ugotovili, da ste imeli neke vrste dve družini, dejansko kar veliko nasprotje ena glede na drugo. Ampak prej ste rekli v uvodu, da ste bili dosti živahen otrok, pa da je pol sestra pomagala vzgajati. Kakšne metode so pa imeli v bistvu pri vzgoji starši? Ali so imeli še te konzervativne ali so bili predvsej, bom rekel, če ste kaj ušpičali, tolerantni? Tako, jaz sem Magda, ki je ušpičila, ne. Nisem bila zdaj tako, sem bila pač priden otrok, ampak sem bila pa zelo živahen. In jaz mislim, da se njima ni dalo kaj preveč ukvarjati z mano, ker sem bila pač overdose za njih. Tako da sestra je pa imela že tako neke take vzgojne ukrepe, je z mano vedno pogovorila, če kaj ni bilo, ali pa Maša, tega pa ne moreš, ne, ali pa tako. In skratka, je bilo, ni bilo nobenih drastičnih, bom rekla, ukrepov ni bilo, no. Ni bilo tako hudo, ne? Ne, ni bilo tako hudo, ne. Ni bila pa glih permisivna vzgoja, to pa moram povedati, a ne. Ker so bili še zlati oni standardi. Zdaj v bistvu ena je vzgoja, ki jo dobimo s strani staršev, bratov, sester, potem imamo pa v bistvu formalno vzgojo, ne, in pa pol neformalno. Kako bi mogoče ocenili pomembnosti in ene in druge? Kako jo vi vidite? Pač moj pogled je to, da formalna bom rekla, izobrazba pa vzgoja je dobra. Predvsem zaradi tega, ker ti da zicleder. Se pravi, Trajnost. Ja, vztrajnost ti da. Pač imaš toliko in toliko izpitov in moraš jih pač narediti. Kako jih boš naredil, ja ne vem, jih boš že naredil, a ne. Skratka, in ti da pač ta moment, ta vztrajnosti. Ker če tega nimaš, ali to že imaš sam ugrajeno, ali pa nimaš. In če nimaš, ne, potem tudi ne moreš uspeti. Tako da je pa zdaj se pa podpisoval pa doktor, pa magister, pa sem zato zaradi samega naziva, jaz mislim, da sploh v tej dobi absolutno to ni več pomembno. Ker toliko imamo dobrih mentorjev, toliko imamo dobrih programov, da to ni več potrebno. Ampak je pa potrebno do te mere, da res dobiš vztrajnost in tudi v bistvu prisilite, da začneš malo globlje razmišljati, ta formalna izobrazba. Pustimo srednjo šolo, pa geografijo, pa biologijo, če te to ne zanima, ne. Ampak že samo to, da te tera, da greš, da globje, ne, da tudi če ne zmoreš, ne, če pogledam zdaj nazaj faks, ne, mislim Akademijo za likovno umetnost, ne, sem si mislila, oh my god, pa sploh ne razumem, kaj hoče od mene. Zdaj mi je bilo jasno, takrat nisem razumela, ampak ja, to teranje te v bistvu spravi, da greš globje. Ja. Kako se pa potem začela vaša poslovna pot? To je še eno super vprašanje, pa bom dala zelo zanimiv odgovor. Ni prišlo z odločitvijo, ampak enostavno samo z razkritjem. Ker to sem v bistvu že vedno vedela. Kakor se čudno sliši, ampak jaz mislim, da, to je moje mnenje, oziroma to jaz tako doživljam, da nihče ne pride kot tabula rasa na ta svet. Se pravi, nihče ne pride tako. Ker če bi bili vsi nepopisan list, pa bi bili vsi uravnilovki, vsi bi bili na istem statusu, pa nismo, ne. Ker pomeni, da sem prišla že pozicionirana na ta svet z eno vlogo. In ta vloga se mi tako razkrivala, recimo zelo zanimiv, pri 11 letih, ne, sem očetu najavila v socializmu,
ko je bilo pač to, da imaš plačo normalno, ja, da ne bom nikoli zaposlena. Wow. Odkje to meni, nimam pojma, ampak to ni prišlo z mene. Ne? Ja. In kar je zanimivo, oče nikoli ni tako rekel, kaj ti misliš, neko si neumna. Ne, ne jaz sem tako, pač nekako se mu zdelo normalno, čeprav tudi tega ni razumel. Ne. In potem pa pri 9 letih pa tudi, ne, in kaj pa boš boksala, bom, zakaj? Zato, ker ful boksari dobijo denarja. Ne vem, odkje mi to, ampak očitno sem to dvoje povezala, no, skratka, da sem pol začela. To tako. Kdaj ste zaslužili pol svoj prvi denar? Na faksu. Sem začela takoj, v 3. letniku sem začela malo iskati. Na akademiji, ne? Na akademiji za likovno umetnost, ja, smer vizualne komunikacije. In sem rekla, nič, tole pa jaz hočem imeti avto, svoj prvi avto, sama si ga bom kupila, dajmo malo gledati, komu lahko isto delamo, ne. No in pa sem malo spraševala okrog in mi kolega priporočil in studio, da pa tja mogoče pa iščejo, ne. Ok, grem tja, ob 7. zjutraj so rekli, da začnejo delati, jaz ob pol 7. sedim tam pri štenkah, gospod lastnik pride ob 8, nič hudega, videl, da sem zagnana in pa mi dal projekte. In moj prvi projekt je bil v bistvu za Kolpa-san, oziroma drugi projekt je bil, za Kolpa-san kompleten katalog in nadzor fotoshootinga. In vse scenariji v bistvu, kako se pač to pripravi. In takrat sem rekla, ok, za ta projekt bom računala 2000 mark, to je bilo takrat Markovičevih. Se pravi, to je bilo... Dobro, to je bilo super. Tako da to je bilo moj... A to je bilo izplačilo prek študentskih servisov ali je to bilo kako... Ja, takrat je bilo že bilo študentsko delo. Ja, mislim, da je bilo, ja, ne spomnim se, ampak v tem stilu, no, tako, ja. Odlično. Nisem še imela takrat registriranega svojega SP-ja oziroma pač podjetja, ja. Če bi v bistvu v 1 minuti opisali, kaj potem točno danes delate, ker imate kar precej stvari. Ja. V bistvu, bom rekla, 3 stvari. Primarna mi je, da oblikujem celostne podobe, gradim brende, vse, kar je vizualnih komunikacijam, da podprem brand, da se izstreli na nov nivo, sprav predvsem podjetja, ne? Vse, spletne strani, mislim, celostne podobe, vse, kar paše po ta del. Komplet. To je komplet, to je primarni del. Drugi del je, pomagam online podjetnicam z raznimi tečaji, done with you projekti, se pravi, da je pol tečaj, pa pol jim pomagam potem izpeljati stvari. In tretje, da pač... Coaching neke vrste. Prosim? Neke vrste coaching. Ja, tako, ampak s tem, da jim pomagam pripeljati njihovo celostno podobo do konca. Sprav, da oni naredijo, jaz jim pa pomagam. Tako da so res vpeti v to. Potem pa tretji del je pa v bistvu osebni brand. Pomagam ambicioznim podjetnicam ali podjetnikom zgraditi osebni brand, pri čemer uporabljam strategijo human designa, da se res dobro samo spoznajo, kako deluje njihova energija in kako res nastopati na tržišču s vsemi svojimi talenti. Imate več v bistvu podjetnic, podjetnikov? Podjetnic. Podjetnic? Ja. Pa to je bilo vedno tako, pa ne vem zakaj. Vse to delam z moškimi, absolutno, se dobro ujamem, ampak nekako, kaj pa vem, moja energija je kakršna je in potem pritegne tacga, kot želi delati s to energijo. Odlično. Kakšni so bili mogoče kakšni posebni izzivi na tej poti, glede na to, da ste bili praktično skozi samostojni, ne, ki so vas izoblikovali oziroma bi jih izpostavili? Od vseh, se pravi, fizično ali pa znanje, mentalo, ki ga pridobiš ali pa iz prakse, to se že nekako pridobija. Ne? Najtežji del je ta notranji del. Se pravi, kjer se rušijo predstave, ki jih imaš, ki se rušijo neki koncepti, neka omejujoča prepričanja, ki jih imaš. Recimo to, da se izpostaviš, da si javen, da se pred kamero dobro počutiš. To so hudi prelomni trenutki. Enemu je to normalno, nekomu pač ni. Ne? In ta notranja pot je bila najtežja. No? Tako da recimo, koliko računati na računiku, ne? Pa ti je neroden, pa kaj mu reči, pa kako reči. Skratka, to so vse v bistvu notranje taktike, ki jih ta dvogovor, ki jih imaš sam s sabo, ne? Misli, ki ti v bistvu rušijo tvoj napredek. Racijo in čustva, ne, v bistvu. Ja, pa te predpogojena razmišljanja, ki si pobral iz družine, iz okolja, iz medijev, ne. In to se mi zdi najtežji, iti čez to, no, tako. Dosti, recimo, bom rekel, podjetnikov pravi, ker je veliko zanimivo, ne? Vi ste izhajali iz tega, kaj je bilo prvo od znotraj najtežje, ne?
večina pa reče, joj, se spomnim, ko je bila ta finančna kriza, to mi je toliko posla vzelo, ali pa COVID, ne. Ja, Ko delate z ljudmi, ali je vplivalo tudi to, ker zdaj delate dosti online, ne, ja, tako, ja. je to bil razlog, da se pol bolj na online ste se organizirali, ali COVID recimo? Tako, dva momenta sta bila, ne. Ljudje, se pravi, moja zgodba pa pač zgodba od ljudi, ki so bili v času covida. To, da so rekli, joj, pa mi je požrl v bistvu prihodke, pa stranke, pa posel, ne. Dobro, to je fizično, ampak hkrati je tudi notranja strategija. Kako se boš tega lotil? A se bo zdaj pokril, ne, z deko, ne, pa joj, pa sam jokal, pa jamral, pa se delal bocga, ne, ali pa predihal in bo rekel, ok, to imam na zalogi, zdaj trg se spreminja, treba je pivotirati, kako bom pivotiral, kaj bom delal, kaj bom naredil, a ne. To je pa nekaj drugega, se pravi, da si sam sebi glavni motivator in tega ljudje običajno pač nimajo, ne. Sem zelo težko, razen oni, ki so uspešni. Sama, pri meni je bila pa taka zgodba, da sem pa glih v tem času covida imela neko nesrečno situacijo za pred zdravjem in je bila precej tvegana operacija in ko se je to v bistvu zaključilo, je mož rekel, draga moja, zdaj pa bova skrbela samo še zase in nič več preveč za posel in nekako sva rekla, dajva pač imeti ta cilj na nomadiranje, ne. Ampak zdaj tako, če pa ti nomadiraš, ne, ampak pustimo, to je pač ideja, ne. Zdaj, a si ti tukaj v Sloveniji, si v Portorožu ali si pa kje drugje, je vse. Skratka, gre za online. In to je bil velik premik tudi v tem smislu, da sem začela stvari simplificirati. Dajati stran garderobo, knjige, ne, skratka. Da nisi navezan. Ja, nenavezanost, ja, nenavezanost. Super. In to predlagam, da je tudi zadnja misel v najinem drugem delu. Drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni nazaj k intervjuju takoj po pavzi. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je danes prav posebna gostja z zanimivim pogovorom, Maša Okršlar Popovič. V prejšnjem delu so v bistvu zaključila, ne, da nehamo se navezovati na stvari, oziroma ste rekli, z novim načinom dela po življenjski preizkušnji, ste rekli, bom se ne več navezovala na stvari, ne. Kako mislite, da je to pomembno? Ali se preveč navezujemo na materialne stvari? Ali je težko jih dati stran? Super vprašanje, ker po mojem mnenju je to tako, ne. Zakaj mi zbiramo stvari, pa zakaj jih nočemo dati stran, ker jih dejansko res ne rabimo, ne. Kao, čez 7 let pride vse prav, ne. Zato, ker ne zaupamo življenju in sebi in vesolju, da nam bo dal točno tisto stvar, tisti hip, ko jo mi rabimo. In to nas samo obremenjuje. In super je, recimo tako, tudi če imaš velik hladilnik, pa če imaš 5 stvari noter, ne, vidiš, imaš pregledno, točno veš, kaj je, bolj si kreativen, bolj lahko znotraj, tako kot imaš okvirje. Znotraj okvirja v bistvu lahko lažje delaš stvari, pa minglaš, pa miksaš, kakor pa če imaš, ne vem, 101 stvar, je overwhelming, je čist preveč vsega, ne. In če gledamo na to, da vsaka stvar ima svojo energijo in če imamo mi zelo veliko stvari, ki jih uporabljamo ali pa tudi ne, vsa ta energija v bistvu žarči na nas in dejansko nas bolj blokira, kakor pa osvobaja. Manj je več, ne? Manj je več, tako. Še eno vprašanje v vašem nazivu, ne, ki so se pogovarjala, Maša Mikser. Malo neobičajno, glede na to, da imate tudi priimek, ne? Zakaj bo tako? Zakaj je to? V bistvu, ko sva z možem razmišljala, kako bi se poimenoval moje podjetje, ne, smo imeli pač par opcij, no, in potem sva se odločila, oziroma sem rekla, mikser, to je ta prava stvar, ne. In mikser v bistvu pomeni minglanje, miksanje in tako naprej. In potem sem se spontano začela podpisovati, recimo, ko se dobi mail od mene, ne, ni samo Maša, ne, kdo zdaj to je, ampak Maša Mikser, ne. In tako spontano je prišlo do tega, da sem rekla, glej, itak delam svoj osebni brand, itak bom bolj prepoznavna, če bom imela to ime, ki je ime mojega podjetja, pa pač malo drugače, ne. Čist iz tega, da sem pač bolj zapomljiva, zato uporabljam strateško in barve, in naziv, in tako, ne, ker današnji trg je čist preveč nasičen, mislim preveč, je kakršen pač je in je nasičen. In ker je nasičen, moraš nekako se truditi, da izstopaš, seveda z neko avtentičnostjo. In da si drugačen, tako, ja. Koliko je pomemben, super ste rekla, avtentičnost, ne, da res izhajaš iz sebe in koliko ljudi
to zna, ali se to lahko naučiš, ali je to enostavno pride? Pa smo spet pri teh notranjih blokadah, ki jih imaš. V bistvu vsak od nas ima ful talentov v sebi in ful enih super moči, ampak vsem smo blokirani, od medijev, od naših staršev, od vzgoje, od tega, kdo kaj, zakaj pravi o nas. In zelo malo ljudi vidi sebe v pravi luči, take, kakršni pač on je. In se ne strinjam s tem, kar pravijo fake it till you make it, ker to je samo bergla. In tudi to berglo moraš enkrat odvreči. In zato je fajn, da je bistveno samo spoznanje, da ti veš, kdo si, kaj si in kam bi rad prišel. In vedno stremiš k temu, k svojemu končnemu cilju, k identiteti, ki bi jo rad živel. Se pravi, da že zdaj živiš identiteto, kakršno bi rad živel. To se mi zdi boljš, kot pa fake it till you make it. Se strinjam, ker verjetno takrat, ko veš, kam bi rad šel, tudi izkoristiš priložnosti, ki se pojavljajo, ker veš, kaj ti resonira, pa kaj ne. Tako. In večina tudi ne ve sploh, kaj hoče. Recimo, to, ki je šuma v online biznisu, recimo mentorji pravijo, da cilj je 10.000 evrov na mesec, to je zdaj kar neka taka normalna, da služiš. Mislim, odvisno, zakaj si prišel na ta svet. Eni so prišli na ta svet, da si zgrmadijo denar, eni, da imajo take in take izkušnje, eni, da naredijo nekaj drugega, skratka, različnimi izkušnjami. In če ti poklekneš in te preplavijo misli od druge, ki niso tvoje, potem se ne znajdeš in ti nič ne pomaga. In zato je vedno fajn, da se samo spoznaš in da veš, kdo si, pa predvsem kam pa želiš priti in kdo moram jaz postati, da pridem do tja. Ker v bistvu denar je posledica, Absolutno, denar je energija. In bolj, ko ga hočemo, bolj, ko se ga oklepamo, bolj imam pohti iz roka. In to je tako, kot recimo metuljčka, če smo že kdaj ga lovila. Bolj, ko ga hočeš zagrabiti, bolj ti pobegne. Če pa sam nastaviš nanj, pa rečeš, pridi sem, pa pride. In isto je z denarjem. Družina. Kako je pomembna za vas podpora vaše družine? Se pravi, rekli ste, v mladosti ste imeli 2 družini, pa sestro, ki je bila praktično kot še dodatna mama. Kaj pa zdaj? Zdaj pa moja družina, in to je moj mož. On je moj najglasnejši navijač, najbolj me spodbuja, najbolj stoji zraven, najbolj je moja varovalna mreža in to mi je tako neskončno lepo, ker imam njegovo podporo. Je pa tudi najboljši ali pa, kakor se zame, najhujši kritik. Ne špara me. In tako da to je v bistvu krasen blagoslov pa darilo, ki je počasih težko prenašati. Mislim, darilo, ne kritiko, ne njega, ampak kritiko. Tako da me dostikrat prisili, da grem še globlje, da se resetiram, da razmislim in potem na novo rečem, ok, si imel prav, mislim, imaš prav, to je treba tako, ali pa ok, mogoče imaš prav, sam jaz bi šla na to pot. Tako da mi daje ogledalo in to je, mislim, ne vem, kaj bi lahko še boljšega želela. A je težko prenašati kritiko? Odvisno, kakšna oseba si. Jaz vem, da on kritiko izraža dobronamerno. Pa kakšen si, če si tako v čustvenem stanju, da se meham bolj sešejka, tako že Boga, jaz, včasih, zakaj se spravljaš name, recimo, ampak ne v tem stilu, to je samo hipni občutek, ampak veš pa, da lej, pač, to je toliko dragoceno, ker nihče ti ne pove kritike, vsi te potem sam hvalijo in tako naprej, ampak da ti pa nekdo reče, glej, klele si pa na celi črti. Ok, v redu, zakaj pa misliš? In potem začne spet ta samorazvoj. Nazaj namestimo, naštela. Resetiranje se začne. Mogoče, ko grejo proti zaključku, kaj vas pa danes žene naprej, da delate to, kar delate? Kje je vaš ta cilj, po katerem stremite? Kje bi želeli biti čez 10 let? V bistvu se bom pustila presenetiti, kaj bom čez 10 let. Tako da nimam to vrstnega cilja. Vem pa, da to, kar počnem, me žene naprej proti temu cilju, čeprav še ne vem točno, kaj je. Malo čudno se sliši, ampak tako bom razložila. Navdušena sem nad umetno inteligenco, ker nam ogromno pomaga, tudi pri mojem delu in je fantastično komunicirati z njo. To me zelo napaja. In da potem to pomagam spet podjetnikom in podjetnicam pač doseči. Se lahko še boljše, Tako. Potem human design,
Human design je odlično orodje samospoznavanja in upravljanja s svojo energijo. Ker čisto vsak dan sprejmemo, ena statistika prav, čez 1000 odločitev. Če so tu pomembne ali pa nepomembne, boš jedel jogurt ali ne boš čisto vse, ne? Ampak ko si na poslovni poti, je teh odločitev ogromno. Kako se odločati? Ne moreš vedno z glave, ker potem imaš vedno in listo za plus pa za minus, ne? In kaj bo zdaj, ne, intuicija, se pravi, po tvoji, bom rekla, če se pravilno odločiš po human designu, te tudi pelje po tvoji poti, ki te je namenjena. Če zaupaš sebi, ne? Če Se zaupaš boš pravilno sebi. odločil. Tako je, a ne? In da pretehtaš in z glavo in z notranjim občutkom, se pravi z intuicijo, in če glava, če to se v skladu, rečeš, ok, to je to, in potem tudi, če se kaj čudnega zgodi, ne obžaluješ, ker veš, da to te bo pripeljalo na pravo pot, a ne. Drugače pa v bistvu v smislu, da pač odživiš življenje s poslanstvom, s katerim si prišel dol, in da zapustiš kar to zemljo na pravi način, ker itak tukaj smo samo začasno, a ne. Super. In predlagam, da s tem tudi zaključiva najin pogovor. Najlepša hvala, Maša Miksa, ne? Ja, hvala, Peter, tudi vam. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da vam je bil ta intervju z Mašo Mikser zelo všeč in da ste tudi vi kaj zanimivega in koristnega izvedeli, ki lahko uporabite v vašem življenju. Hvala lepa in lep dan še naprej.